ženski posamični slalomski nastopi kajakaški so za nami. Videli smo dvojno zmagoslavje, kar se je glede na vsaj, kar smo se pogovarjali tukaj, zgodilo prvič na največjih tekmah, da si dve tekmovalki delita zlato medaljo, ampak Eva, predvsem o vašem dnevu, o vaših nastopih, zdelo se mi je, da ste bili dovolj hitri. Kaj lahko rečete najprej, če gremo v polfinalni vožnji, bila je brez napak, bila je hitra, podobno kot tudi. Ja, v bistvu nekako sam razplet tekme je bil, kakor sem si želela. Ta polfinalna vožnja pač je zelo težka proga, tehnična, tudi dolga, tako da v bistvu res velik izziv. In sem se zelo dobro lotila v polfinalu. Pač ni bilo enostavno, ampak sem se nekako borila in podelala, tako kot sem si zamislila. Tako da v bistvu ta prvi korak sem izvedla, tako kot sem si želela, in pač je bila neka dobra popotnica za finale, kjer pač gre vse znova. V bistvu v samem finalu sem se počutila dobro. Vedela sem, da moram napadati, oziroma sem si želela dobiti še tisto dodatno hitrost in pač res odpeljati vožnjo, kakršne sem pač trenirala skozi celo leto. Ampak ja, res je, da pač napake se zelo hitro prikradajo, sploh ker sem pač želela vsak tok izkoristiti za to dodatno hitrost, in ta dva dotika, kar v bistvu bolita, zato ker sta odnesla to pač stopničke. Tako da ja, pač nažalost se je to pripetilo. In pač sem vedela, da riskiram in da si želim odpeljati čim hitreje. Bili ste zelo hitri, navkljub potem dvema dotikoma, jasno, to je 4 sekunde pribitka. Vam je kaj žal za zadnjo napako, ki smo jo tu v cilju videli, ne na zadnje? Ja, res je. Sama sem ocenila, da sem na dobri liniji, da imam dovolj prostora, zato sem tudi pognala skozi zadnja vrata, kjer sem si želela dobiti ta zadnji puš oziroma ta višek hitrosti še za cilj, ampak očitno sem pač narobe ocenila, ker sem špico dotaknila količek. Ampak nimaš kaj, tudi v zgornjem delu sem naredila še en dotik in tudi vmes, naprimer na padcu, sem izgubila kar nekaj časa, tako da to iskati zdaj nima niti toliko smisla, zato ker enkrat se sestavil, drugič ne. Jaz upam, da mi bo ta lekcija še nekaj dodatnega dala in da teh napak ne bom več ponavljala. Kako pa gledate na konkurenco glede na startno listo 10 tekmovalk iz 10 različnih držav? Kaj to pomeni? Ja, ta vrh kajakašic se zelo širi in tudi se po eni strani oža glede na čas. V bistvu zmeraj bolj smo skupaj, res je potrebno res napadati in ne prav kalkulirati, sploh v finalu. Ja, pač kaže, da so punce zmeraj močnejše, in tudi to mene v bistvu dodatno motivira, da moram biti tudi sama zmeraj boljša. Eva Alina mi je po svojem nastopu dejala, da je zelo zadovoljna s 15. mestom, to je njena najboljša uvrstitev v kajaku. Kaj za vas pred nadaljevanjem mednarodne sezone pomeni to, kar ste dosegli v tem delu tekmovanja na Evropskem prvenstvu? Ja, mislim, da je neka potrditev, ki sem jo že vedela, da sem čez zimo res dobro delala in se tudi dobro počutim. Vem, da lahko dosegam visoke hitrosti. Ja, pač žal v bistvu ta moja pričakovanja so se pač z zadnjimi leti, vem, česa sem sposobna, tako da 5. mesto je zelo lep rezultat, ampak nekako si tako blizu vseeno z malenkost grenkega priokusa. Ampak ne smem se razvaditi in pač želim si čim več vhoditi v finala in imeti te priložnosti in tudi jih čim več izkoristiti. Tekem bo še veliko, naj se vam izpolni to, kar ste dejali. Hvala lepa. Hvala vam.